Imamo rezultate samo dvodimenzijskega modela. Torej, vodni režim v poplavih tak, da začnejo prelivati na spodnjem delu poplavne vode, šele kasneje pri konici poplavnega vala pa prelijo tudi tukaj levi breg in dejansko je celotno to območje poplavljeno s stoletnimi vodami. Na podlagi rezultatov tega modela je bila izdelana karta razredov poplavne nevarnosti. Izkazalo se je, da je to območje načrtovanega posega. Če pogledamo osnova za določanje, kateri posegi so mogoči tukaj, na tem območju, je karta razredov poplavne nevarnosti. Glede na določen razred poplavne nevarnosti uredba določa, kaj se lahko na teh območjih gradi in kaj ne. In na podlagi teh hidravličnih rezultatov smo podali tudi predlog, na katerih varnostnih poteh naj bojo posamezni platoji tega območja. In predlagali smo glede na ranljivost teh objektov, da je varnostna kvota vsaj 1 meter nad 100-letno poplavno vodo oziroma pol metra nad 500-letno poplavno vodo, kar zagotavlja pa že zelo dobro poplavno varnost. Tukaj se vidi, recimo, to območje je bistveno bolj poplavno, kot je bilo prej, zaradi izvedbe nasipa, ampak to je pa rešitev, da izničimo negativni vpliv, ki ga ima